Vse učiteljice in vse učitelje še enkrat lepo pozdravim, in vas vabim v najino družbo, tokrat v družbo interaktivnega portala EasyRocus in resno zabavne učilnice Petka. Dejan, a nam boš kar ti povedal, zakaj pa sploh smo danes tukaj? Ja, bom seveda, zato ker oboji verjamemo v moč znanja, ki ga želimo v digitalni dobi dati mladim generacijam, nekako približati na njim všečen, razumljiv način. Digitalni portal EasyRocus ima veliko multimedijskih učbenikov, ki so polni atraktivnih videoposnetkov, animacij, simulacij, 3D modelov in seveda mnogo dodatnih interaktivnih nalog. Ja, Petka je pa nudi en tak svež, zabaven pristop, za učno snov in vsebuje kar 1200, če ne še več, zabavno-poučnih videov. Skupaj sta pa EasyRocus in Petka eno tako svežino prinašata, saj v kombinaciji učencu, učiteljem in staršem, nudita učne vsebine s pomočjo, oziroma učne vsebine, ki so, ustvarjene s pomočjo učnega načrta na seveda tak sodoben način s pomočjo multimedijskih rešitev. Ja, hvala, Nina. Midva v naslednjih minutah predstavlja kar oba portala, EasyRocus in Petko. Z mano je Nina Oblak, kot ste zasledili, učiteljica razrednega pouka in seveda predavateljica na Petki. Jaz pa sem Dejan Kramžar, učitelj nemščine in zgodovine ter digitalni mentor pri založbi Rocus Klet. In veste, nama z Nino so hoteli pripeljati še moderatorja, pa sva ugotovila, da sva sama dovolj podkovana, a ne, Nina? Ja, jaz mislim, da je čisto super. Tako, da tole izpeljava kar sama, ne? In vsaj enkrat bo cel fokus ostal na naju dveh. Tako. Dejan, jaz te bom kar tikala, ker mislim, da sva približno enakih let in v najinem vsakdanu se spopadava, v podobnih situacijah se znajdeva, ne, z učenci, s tistimi malo bolj nagajivimi, pa tudi tistimi, ki, si želijo še več in še več znanja. Malo sem te raziskovala in sem ugotovila, da si bil izbran za naj učitelja leta 2016 po izboru, bralcev in bralk revije Ona. Zdaj pa najbolje, da nam kar malo več kaj poveš o sebi, od kje si in kaj počneš. Ja, drugače prihajam iz Zagorja ob Savi, kjer sem zaposlen na osnovni šoli. V zadnjem mesecu, se pravi meseca septembra, pa sem se preselil v Frankfurt, ker sedaj poučujem v tujini. Sicer na evropski šoli, velik izziv zame, tako da se še privajam na sistem, pa vendar moram omeniti, da tudi na evropski šoli uporabljamo Rocusova gradiva in nam tudi EasyRocus zelo prav pride. Odlično. In pravijo, da je EasyRocus neka nova generacija digitalnih gradiv, a ne? A nam poveš, kaj ponuja in zakaj je EasyRocus najboljša rešitev pri poučevanju? Jaz bi rekel takole, ne. Vsi smo nekako začeli z erocus.si, potem smo nekako v večini presedlali na eRocus plus, sedaj pa imamo tu na voljo EasyRocus, ki je nadgradnja obeh portalov in združuje več stvari hkrati, vse na enem mestu, se pravi, da imamo res vse, kar rabimo tam, kjer želimo, da je. Zadeva nas čaka, je dostopna preko spleta, v oblaku, super deluje in tudi zelo uporabno je. Kje pa lahko učitelji dostopajo do teh vsebin? Ja, to si bomo pa sedaj pogledali skupaj, ne? Odlično. Takole, sedaj delim ekran, pa me zanima, če se vidi, Nina? Jaz vidim, ja, mogoče lahko še ostali povedo, če vidijo. Že tipkamo, vidim, ja. Vidi, super, odlično. Če bo vmes kaj takšnega, lahko napišete v klepet, pa bomo uredili zadevo. Takole,
Na EasyRocus dostopamo tako, da vtipkamo easyrocus.si. To je nekako vstopna stran. Na tej vstopni strani imamo različne zavihke, mi smo tega že navajeni, vsebina, prednosti, cenik, da omenim tudi EasyBlog obstaja po novem, potem registracija, kako do znanja, kaj vse ponuja, kakšni so možnosti nakupa, kako lahko EasyRocus preizkusimo, pa tudi petko, sedaj sta te dve zadevi malce povezani. Zakaj bi uporabljali EasyRocus, tako za starše, učence, učitelje, da vsega ne berem, to si boste lahko sami prebrali. Kot že rečeno, možno je preizkusiti vsebino, kar celih 14 dni, kot piše tu. Imamo različna gradiva za osnovno šolo, za srednjo šolo, od 5. razreda pa vse do 9. razreda in celo za 1. letnik srednje šole. Seveda različna po predmetih. Zakaj EasyRocus? Ja, zvočna navodila, beležke, dostopnost, odzivnost, informacija za starše, učitelje, simulacije, animacije, posnetki, fotografije, ni da ni, odlična zadeva, zelo uporabna pri pouku, predpripravljena in tudi zelo dobro sprejeta pri učencih. Obstajajo tudi zvezki za utrjevanje pri različnih predmetih, se pravi, da ni vse samo digitalno, lahko imamo tudi še delovni zvezek, to je za delo doma, za utrjevanje, in pa seveda zelo pozitivni odzivi vseh uporabnikov, in da ne pozabim omeniti še enkrat EasyBlog. Pa si poglejmo, kaj nam Easy ponuja. Takole, malce hitreje grem nazaj. Na EasyRocus se prijavimo tako, da se predtem registriramo, to ne bomo kazali, drugače pa kar kliknemo na prijavo, pišemo uporabniško ime in geslo in pridemo v sam portal. Na tem portalu imate potem različne predmete. To lahko razporedite tako, da vam pokaže po predmetih ali pa, da vam pokaže predmete po razredih. Tako, kakorkoli vam je ljubše, Jaz imam ponavadi po predmetih pokazano. Tu lahko potem date prikaz, da se vam prikaže seznam predmetov ali pa da imate večje ikone, v glavnem vse je možno nastaviti tako, kot se vam zdi, da je prav. Tu zgoraj imamo moja gradiva, to so gradiva, ki so dostopna meni oziroma tistemu, ki to zadevo uporablja. Potem moji razredi. Tu pod moji razredi lahko registrirate razred, dodate razred in potem tudi učence in jih lahko spremljate na daljavo, kako dobro ali pa med poukom rešujejo določene vsebine oziroma naloge. Lahko se pridružite tudi družini, se pravi, da lahko znotraj šole naredite neko družino učiteljev in vse to preko, se pravi, tega gumba pridruži se. Pod mojim uporabniškim imenom so nastavitve, to poznamo. Bi raje jaz kar pokazal najprej nekaj različnih gradiv. Tako, pod moja gradiva, kot vidite, pokrivamo angleščino, potem biologijo, etiko, družbo, fiziko, geografijo, glasbeno umetnost, gospodinjstvo, kemijo, matematiko, naravoslovje in tehniko, slovenščino v različnih oblikah, tehniko in tehnologijo, zgodovino, likovno umetnost, seveda sedaj dodana še petka, pa srednja šola, zgodovina, v glavnem, definitivno se bo našlo za vsakogar nekaj. Takole, prva zadeva, ki bi jo želel predstaviti, je recimo naravoslovje, dotik narave, 7. razred. Se pravi, ko imam jaz tukaj gradiva, če jaz recimo na eno gradivo kliknem, če se malce vrnem, recimo napišem naravoslovje, tako, 7. razred, in kliknem potem recimo na ta učbenik, se nam spodaj odprejo poglavja, tako, raznolikost narave, organizmi in tako naprej. Če jaz kliknem na raznolikost narave, se mi v novem zavihku odpre ta snov, ki izgleda nekako takole. Potem zgoraj pa imam napisano, za katero gradivo gre, katero poglavje želim takoj z enim klikom odpreti, zraven imam določene enote tega poglavja in pa različne odseke. Tako.
Če bi se želel vrniti nazaj, kliknem tlele na meni, pa imam tudi recimo dostop tu zgoraj do samostojnega delovnega zvezka. Recimo, če bi jaz to zdaj odprl, pridem v tisto, kar smo mi že navajeni pri Rokusovih gradivih, da lahko listam in se sprehajam po delovnih zvezkih in celo učbenikih in tudi tam kaj dopišem, dodam, če je le omogočeno. Tako, en primer recimo sedaj, dotik narave, se pravi naravoslovje. Najprej nas pričaka ena super zadeva, to je za uvodno motivacijo, neka fajna slika, katera napelje potem na učno snov. Kako je sestavljena določena enota? Z uvodno motivacijo, pri nekaterih predmetih kasneje so navedeni tudi učni cilji. V tem primeru gre za učno temo raznolikost na modrem planetu. Kot vidite, lahko damo te zadeve tudi, da se glasno preberejo s klikom na uho. Raznolikost sveta. Tako. Možno za učence, ki rabijo mogoče, da jim nekdo nekaj prebere, kliknemo. To tudi seveda za delo doma, za ponavljanje, pa jim sistem Ko opazujemo svet, lahko ugotovimo, da je ta res pester. Tako. In s tem klikom tu zraven skrajšamo na bistvo. Se pravi, jaz bi osebno recimo to lahko uporabil tudi za zapis v zvezek, kot točka, tisto bistvo. Tako. Gradiva imajo tudi ogromno slikovnega, zelo kvalitetnega slikovnega gradiva. To niso slike, kar tako izbrane, so skrbno izbrane. Pestre, različne, imajo tudi naslov spodaj, da vemo, za kaj se gre. Tako, če malce polistam čez slike. Potem spet snov, skrajšamo, tako, video posnetki, če pokažem en primer, recimo vpliv podnebja, priznanih avtorjev. Izraz podnebje se nanaša na povprečne dolgoročne atmosferske pogoje določenega območja. Podnebja po svetu se med seboj razlikuje. Tako, odlični video posnetki pri določenih enotah, kot že omenjeno, super slike. Pri recimo naravoslovju potem tudi vprašanja ali pa zadeve malce za razmisliti, dodane so zanimivosti, celo preizkusi znanja, kjer preizkusimo, kaj smo se naučili recimo, to izgleda nekako takole, v obliki kvizov, to lahko vi, ko dodate razred, vse spremljate. Tako, se vrnemo nazaj. Naloge, tipe nalog že seveda poznate. Tako, slike, se pravi raziskovalne dejavnosti, eksperimentalne dejavnosti za tiste, ki poznate naravoslovje, veste, za kaj se gre. V glavnem zadev je dovolj, da se lahko pouk popestri. Tudi miselni vzorci recimo so dodani takole, se jih lahko potem prikaže. Lahko se jih tudi poveča s klikom sem gor, tako imamo se prav samo to, tisto, kar smo želeli dati v ospredje, potem predstavimo celotnemu razredu. To je to, kar se tiče naravoslovja. Mogoče bi pa pri naravoslovju pokazal še, definitivno se sprašujete, kaj je na desni strani. Tu na desni strani imamo nastavitve. Lahko nastavimo, mi lahko to vse prilagodimo, Lahko položaj orodjarne prestavimo spodaj ali pa levo ali pa desno. Jaz sem najbolj navajen, da jo imam kar desno. Menijska vrstica se lahko prestavi spodaj, ste videli gradivo, poglavje, enota, se prestavi spodaj. Jaz sem navajen, da imam to zgoraj. Potem zraven imamo prikaz, se pravi, lahko se zadeve povečujejo, pomanjšujejo, se pravi, vsak ima nek svoj interaktivni zaslon ali pa interaktivno tablo in rabimo to povečati oziroma pomanjšati. Tu zraven imamo tudi pomoč pri disleksiji, se pravi za učence, dislektike. Vidite, da se črke spremenijo, da potem oni tudi to lažje berejo. Lahko spremenimo poleg pomoč pri disleksiji tudi male črke v samo velike, tako. Lahko imamo svetlo ozadje, lahko imamo temno ozadje, to so vse naše individualne nastavitve. Tu spodaj so potem še zaznamki.
Lahko zaznamke shranim, se pravi, če sem jaz na eni strani, pa naredim neke zaznamke, jih lahko z enim klikom shranim, tako. In napiše datum 1917, zadevo sem shranil, ta zadeva me bo počakala točno takšna, kot sem jaz sedaj shranil. Recimo, če bi želeli mi iskati po tej enoti, da ne iščemo, ne brskamo od zgoraj do spodaj, potem gremo kar na išči. Recimo, pa napišemo izraz zemlja, točno vidimo, tukaj se nahaja ta pojem, ne, kot primer, kliknemo in nas avtomatsko potem tudi pelje do te enote oziroma do tega podpoglavja, razdelka, kjer se ta zadeva obravnava. Zelo pomembna stvar pa je tale številka 5, se pravi pod išči, imamo predstavitev. To je pa dostopno samo učiteljem. To pomeni, da je založba že izdelala vnaprej neko predstavitev določene teme, to pa izgleda takole. Se pravi, da mi to kliknemo in je iz celotne enote pobrano tisto bistvo in to lahko mi uporabimo kot predstavitev pri učni uri. Mi, učitelji, učenci do tega nimajo dostopa. Je pa fajn ta zadeva zato, ker se lahko tu znotraj nahajajo različne stvari. Od slik, ne, katere lahko potem prelistamo, z vprašanji, celo naloge so lahko del te predstavitve, ne samo ena, celo dve, ne, se pravi, če kliknemo, ne vem, se zdaj izmišljujem jezera, travniki, preverim, napačno, še enkrat, se pravi, tudi to lahko že med samo predstavitvijo potem rešujemo, ne. Slike, vprašanja, videoposnetki, da ni treba hoditi nazaj, lahko kar znotraj predstavitve, potem tudi video zaženemo, slike lahko prikažemo, diskutiramo, razpravljamo. Potem imamo spet kakšno nalogo, v glavnem res tisto bistvo, ki ga potrebujemo za samo učno uro, mogoče za 2, glede na to, da je 33 delov te predstavitve, ne. Tako, pa kakšen zapis v zvezek, se pravi, nam v pomoč, njim v pomoč, vsem v pomoč, se pravi, mi z tega lahko potem izhajamo oziroma se skupaj učimo, tako. Poleg tega, da lahko mi vklopimo predstavitev, imamo tudi pisanje. To je pa zadeva, ki jo že poznate, ne, recimo, ne vem. Danes se bomo učili o raznolikosti sveta, pa želim jaz raznolikost obkrožiti, pa en klicaj zraven narisati, to je najbolj pomembno danes, da vemo, recimo, ne. Seveda se lahko tudi potem to ali deloma zbriše, to ste navajeni iz interaktivnih tabel, ali se lahko zadeva kar vsa pobriše. Lahko uporabim tudi recimo krog, pa dam svet v krog, ne, poudarim. Lahko celo uporabim tudi potem puščico, ne, bodite pozorni na, ne vem, svet, ne. Lahko tudi kaj dopišem, ne, kaj raznolikost recimo, ne, pa dodam. Lahko tudi barve spremenim, imam celo barvno paleto, ni treba, da je vse samo z rdečo, ne, te barve se ponavadi učenci najbolj bojijo, boljše, da grem recimo na plavo, tako, oziroma modro. In to je to. To je en način, ko lahko jaz po gradivu pišem in dodajam zadeve. Imam pa tudi možnost, da ustvarim tabelsko sliko. Tule, ne, se pravi pod tablo. To je pa tudi zadeva, ki jo mi že dobro poznamo, se pravi, ne, da vklopim tablo, da potem lahko recimo pobarvam zadevo, ne, takole, da naredimo rdečo ozadje ali pa še bolje recimo rumeno. Da lahko jaz pišem, se pravi, lahko rišem, ne, tako, se pravi marker varianta, lahko podčrtujem, lahko kaj napišem, ne, ko imam interaktivno pisalo, ali pa s prstom, ne, ali pa interaktivni zaslon, seveda lahko spet isto te zadeve pobrišem, lahko dodajam like, ne, lahko dodajam puščico, prosim, tule pomembno zapomniti, lahko dopišem, ne vem, se izmišljujem črko A, pa črko B, ne, to in to je pomembno, danes smo delali to in to. Tako, je pa možno tudi pri določenih telih tablah nastaviti ozadje, tako.
Mogoče malce kasneje to pokažem, ker me že čas malce preganja. Bi želel omeniti še tole, se pravi, poleg table je, da lahko mi, ko imamo učence dodane, jaz sem to uporabljal tako, recimo, če sem želel od katerega učenca dobiti odgovor, sem žrebal. Celo to sem uporabil, ko sem ustno ocenjeval znanje. Ne, sem dal izbiranje učenca in se ta zadeva potem vrti, pa so zbrani, ne, pa jih EasyRocus sam zbere. Ne. To, kar pomeni dati v ospredje, pomeni, da ko kliknem na to zadevo, sprav samo to prikažem v ospredju, recimo trenutno naslov te enote. Ne. Če bi želeli kaj z učenci deliti, tako se da tudi deliti, ne, se pravi to, povezava kopirana in se to povezavo lahko potem direkt, ne vem, preko spletnih učilnic ali pa, ne vem, na e-pošto in podobno pošle. Tole spodaj so pa tiskane izdaje, tu imamo pa spet tisto, kar sem že prej odprl, ne, dotik narave 7, se pravi, da lahko jaz potem tu tudi listam, ne, se pravi s puščicami, levo, desno, tudi zadevo povečam, tako, izpišem poglavje, tudi imamo rodno vrstico, lahko kaj dodam, ne, tako, tudi to, sprav, lahko, vse zadeve lahko skombiniram, ne, prejšnje in sedaj nove. Okej, potem bi prikazal še primer recimo za zgodovino, podobno se s tem gradivo poglavje enota odsek, se pravi, pri zgodovini imamo tudi sliko za uvodno motivacijo, imamo potem tudi vprašanje, ne, katera nepričakovana odkritja je dala doba geografskih odkritij, recimo. Pri zgodovini se nahajajo tudi potem ključne besede, vse to se da isto prebrati, vse to se da isto potem skrajšati na bistvo, tako, te zadeve, ki so na desni strani, se isto uporabljajo kot pri recimo naravoslovju, zadeva je poenotena za vse predmete, tako da nimamo nič novega za odkrivati, ne, potem, če odpremo kakšno drugo gradivo. Pri zgodovini recimo so potem tudi delo z viri, kjer nas čakajo vprašanja, pa zanimivosti, pa interaktivni zemljevidi, ne, se pravi, da se izrišejo poti raziskovalcev, potem recimo tudi videoposnetki, tako podobno kot pri naravoslovju, s klikanjem razporedimo dele slike, da dobimo celotno podobo slike, lahko imamo tudi dodatna gradiva, kliknemo na preberi, pa se nam v novem zavihku zadeva odpre, tako skrajšamo, damo prebrati, tudi zemljevide imamo, ki so še bolj animirani, ne, se pravi, tako vsi prikazi vseh poti, raziskovalcev, tako, tega je zelo veliko. Kaj naj še pri zgodovini omenim, tudi razlage recimo v takšnih oblikih risanih. Življenje brez zelenjave, kot sta krompir in paradižnik. Kako bi na primer pripravili pire? Prehrana v srednjem veku je bila zelo enolična. Tako, zanimivo in narisano. V risani obliki, opisi, se pravi slike imajo neko podlago tudi v ozadju, če klikamo na rdeče krogce, dobimo tudi opise, tako lahko še na ta način predstavimo zadeve. V glavnem vabimo vas, da si zadeve malce poklikate, ne, spoznate in ugotovite, kaj imate pri določenih predmetih. To recimo, to je bil zdaj primer za zgodovino, primer imam potem tudi za slovenščino, se pravi, pri slovenščini so besedila, ki se berejo na vijolični podlagi, se jih da tudi poslušati, se pravi, da se jih glasno prebere. Veliko je slik, slikovnega gradiva, ki niso tam same zase, ampak imajo tudi podlago v obliki vprašanj, interaktivne naloge. Tako, slovenščina ima tudi še dodano zadevo, kot so tile simboli za razmisli, pojasni, kakšni zanimivi posnetki so dodani, delo na spletu, potem recimo slovnica je na rumeni podlagi, da je to razvidno, ne, zakaj se gre. Isto tudi tukaj predstavitve, tabla, v glavnem zadeva podobna kot pri ostalih predmetih, ne. Tale enota je relativno dolga, tako da se čez celo ne bom sprehodil. Primer za etiko, Skupnost državljanov Republike Slovenije, se pravi, kaj se bomo naučili, učni cilji so navedeni tu zgoraj,
Imamo spet vprašanje, spet učno snov, lahko se posluša, lahko se skrajša, uporablja te zadeve na desni strani. Posnetki do recimo zanimivih vsebin zunanjih spletnih strani, poudarjeno z rdečo, kar je treba recimo biti zelo pozoren, ne. Tako, pa slike, tudi miselni vzorci oziroma tele pojmovne sheme, ki se uporabljajo pri pouku. Takole, potem bi pokazal še recimo primer za tehniko, primer za les, ne, kaj se tudi tukaj naučimo, se pravi, znal bom to in to, znala bom to in to. Podoben sistem, branje, poslušanje, krajšanje, tako, video posnetki, slike, slikovno gradivo, sečnja drevesa recimo v obliki video posnetka. Kaj lahko še omenim, kakšne dodatne zadeve, kot so lepa zgodovine, recimo tukaj primer splavarjih, ne. Tele slike, se pravi, ki dodatno pojasnijo, ne, ki se jih lahko tudi poveča seveda, ni treba samo v manjši obliki. Tako, primer za tehniko, v redu. Naprej bi pokazal recimo primer za biologijo, biologija, tako. Tudi v obliki posnetkov, veliko razlage, to ne bom ponovno kazal, pa recimo potem tudi zraven preizkus znanja. Tudi pri zgodovini nisem pokazal, tudi obstajajo preverjanja znanja, to je nekako standard za EasyRocus. Ta recimo enota je kratka, ne, zato je treba zgoraj po enotah, oziroma poglavje je kratko, zato je treba po enotah kar lepo malo klikati, ne. Sem iz celic, pa zgradba celic, tako, imamo to lepo razdeljeno, ne, po enotah, se pravi specializacija celic, tako recimo kot primer, ne, da ni preveč, da je malce bolj razdeljeno, ne. To je recimo primer zdaj za biologijo, potem primer za angleščino. Pri angleščini bi poudaril, da so zadeve označene, kaj je tisto reading, writing, speaking, to vse lepo navedeno, kaj je treba po določenih nalogah početi. Slušni posnetki recimo so tu zraven dodani, ne, če kliknemo read and listen to the website, takole. What's your name? I'm Pedro. Where are you from? I'm Brazilian. Tako, nič ne iščemo, menih CD-jev, levo, desno, vse nas čaka tam, vse je pripravljeno, avtomatsko potem tudi naloga, vocabulary je tudi razdeljeno, se pravi reading, speaking, grammar, questions, se pravi tisto, kar enota zajema, je vse lepo na eni strani, celo pronunciation imamo dodano, ne. Primer recimo potem za matematiko, praštevila in sestavljena števila, tudi, ne, z mojstrom do znanja, kaj se bomo naučili, kaj moramo znati. Pri matematiki podobno, ne, se pravi učne naloge, ki jih potem, se pravi učna snov, potem mojster reši, zakaj se gre, se lahko tudi damo prebrati na glas, ne. Imamo pa dosti primerov tudi zgledov, ne, ti zgledi pa niso zdaj neke narisane razlage ali pa kakšni videi, to je dejansko res posneto tako kot razlaga, ne, kot nek zgled. Eratostenovo rešeto ali sito je postopek, s katerim poiščemo vsa praštevila do nekega izbranega števila. Mi bomo iskali števila manjša od 100. To je število 2, Tako. ki je praštevilo. Se pravi, posneta zadeva, to, kar smo bili v času epidemije vajeni recimo, in se je dobro obneslo, imamo tudi sedaj pri matematiki, tako se ne bi spuščal v podrobnosti, naloge. Potem recimo primer za geografijo, recimo 6. razred, oceani in celine, podobna zadeva. Pri geografiji izpostavim tudi zadeve, ki so malce drugačne od drugih gradiv, so recimo neverjetnice. Če recimo kliknemo na neverjetnico, ne, se pravi, zakaj to neverjetne morje je le eno, imenujemo ga svetovno morje, pa zadaj za sliko se skriva še kakšen podatek. Podobno kot pri zgodovini imamo tudi tukaj zemljevide, se pravi, da označimo, ne, Tihi, Atlantski ocean in podobno. Video posnetke, kaj oceani so, primerjave velikosti,
Imamo tudi statistična dejstva, poleg neverjetnic. Kliknemo na sliko, spet zadnji nas čaka neko besedilo, opazujemo, pojasnimo, kaj bi še pri geografiji izpostavil. Razlika od prejšnjih gradiv, neverjetnice pa statistična dejstva, to bi bilo nekako to, ne? Pa recimo preberi dodatno gradivo o tej temi. Tako, in uporabi pridobljeno znanje, se pravi reševanje nalog. Primer za kemijo, tudi spoznali bomo to in to, ne, učimo se o tem in tem, preberemo snov, skrajšamo z enim klikom, damo lahko prebrati. Veliko je teh slikovnih zadev, se pravi, ki so nam v pomoč pri sami razlagi. Še enkrat poudarim, da so slike fenomenalne, odlično izbrane, res skrbno izbrane, in tudi zelo, zelo nazorne. Kemija, se pravi, razdelek razmisli, tako. Potem preizkusi se, preveri naloge, ključne besede, povzetek, in primer recimo za kemijo, da zajamem nekako različne predmete. Potem moja prva fizika, podobno znam in razumem, vem, v čem se bom učil, tako, se pravi, izkušnje, problem, potrebna znanja za to. Potem preberem tudi kakšnemu naravoslovcu, kakšno zadevo dodatno. To enoto sem zbral, ker recimo tale zadeva zelo zanimiva, ne, čeprav nisem fizik, ne, sem užival, ko sem tole klikal in pritiskal in sem ugotovil, da zadeva dobro deluje in da je zelo nazorno predstavljena. Utrjevanje znanja, preverjanje znanja, se pravi, naloge so tam, vse to je lahko zabeleženo, če seveda razred dodate. Gospodinjstvo tudi obstaja, se pravi, izbral sem enoto, kaj lahko storimo za čistejše in bolj zdravo okolje, poudarjene besede, slike, se pravi, povzetki, tako, ali veš, to poznamo že z učbenikov, se pravi, digitalizirana oblika, tudi videoposnetki. Pozor, vode manjka. Manj kot 1% vse sladke vode na svetu nam je na voljo. Tako, tudi zunanje spletne strani so vključene v določena gradiva. Enota je zelo dolga, v glavnem preklikajte, vse zadeva je podobna, kot sem jih kazal prej. Pa mogoče še glasbo, da ne pozabim, ne, en primer za glasbo, tudi predstavitev, pisanje, krajšanje zadev, glasno branje, nazorno predstavljeno, z rdečo označeno, v glavnem, tu je celo možno pisati odgovore, ne. Razmisli, katere zvoke lahko ustvariš s svojimi glasilkami, napiši jih z besedami, pa recimo tukaj nekaj napišemo, ne, potem celo možno to shrani kot PDF, ne. Se pravi, odgovore med samo učno uro. Zvočni posnetki so dodani samo s klikom. Tako, ustavimo, damo na glas potiho, v glavnem vse nas čaka že tam. Tako, malce hitro sem šel skozi vse predmete, ker me tudi malce skrbi za čas, ne. A je tako, Nina? Sem presegel malce, ne? Odlično si predstavil gradiva, zelo, zelo dobro. Zanimivo in zares uporabno tako doma kot v razredu, a ne da? Seveda, seveda. Jaz bi mogoče še tiste, ki poslušajo, povabila, da če se vam je kakršnokoli vprašanje pojavilo v mislih, da ga kar napišete spodaj v chat, pa ga bova potem odgovorila po koncu srečanja. Hvala, Nina. Zdaj pa bom predal besedo tebi. Dokaj hitro sem opazil, da ti nastopanje ni tuje, ne? Saj si le avtorica videoposnetkov, ne? Na petki, v petke, ali kako se naj izrazim, ne. Opazil sem tudi, da si influencerka, se pravi, da vplivaš s tem, da si poznana tudi z videoposnetkov, ne, in da v svojem prostem času z objavami komuniciraš tudi z otroki, se pravi, jim pomagaš, svetuješ, pišeš učbenike, skratka, lahko rečem, da si učiteljica tako z dušo in srcem. Pa bi mi kaj povedala o sebi, malce več? Ja, jaz ravno ne bi rekla, da sem influencerka, je pa zelo lepo videti, da kdaj lahko vplivam na starše, na učence s pomočjo svojih izdelkov, s pomočjo svojih nasvetov, svojih didaktičnih iger.
Tako da ja, z tega vidika pa sem vesela, da lahko tako pomagam. Odlično. A mi lahko poveš, kako si se oziroma kako ste se pripravljali na to snemanje? Kakšne ideje Ja. so bile? V bistvu to je bilo v času korone, tako da nekih hudih priprav skupnih nismo mogli imeti. Sem se pa sama pripravljala pred ogledalom, tako da sem ponavljala scenarije in se večkrat tudi sama nasmejala, sama sebi. Se pravi, da si sama sebi nastavila ogledalo, ne? Tako. Odlično. Dobra vaja. Zdaj pa nam povej, kaj sploh petka je? Zakaj ime petka? Kdo si je to zmislil? Kako funkcionira? Pa sploh komu je namenjena? V bistvu petko si je izmislil Blaž Bezek med samim covidom. On je direktor razvoja vsebin in storitev video na zahtevo. Potem je pa Branko Čakarmiš dal zeleno luč in šli smo v akcijo in nastal je Vojo oziroma Petka na Vojo. Petka je resno zabavna spletna učilnica, ki jo, kot sem že omenila, najdemo na Vojo. Vojo lahko zakupite, mesečna naročnina je 7 €. Ima pa marsikdo to že zakupljeno oziroma kar vkomponirano, če tako rečem, pri svojem operaterju, a ne da? Dejan, to si tudi ti omenil, da imaš, a ne? Ja, seveda, imam že kar del mojega paketa in lahko seveda prosto uporabljam vsa gradiva, ki so tam. Tako, zdaj pa najbolje, da si še petko pogledamo na tak način, a ne? Kot si nam je pokazal Easy Rokus. Evo, pa bom še jaz delila ekran. Takole, je videti, Dejan? Ja, vidi se, izvoli. Super. Torej, ko odprete Vojo, se vam pojavijo taka okna, ponavadi so 3, lahko pa vi dodate še kaj svojega. In eno izmed teh oken je tudi okno petka. Če kliknemo na to okno, se nam pokaže spletna učilnica. Med samim Vojom in petko in Oto za otroke lahko tudi tukaj dostopate, desno zgoraj. In se potem premikate po zaslonu. Velikokrat to na televiziji, velikokrat tudi na računalniku. Tukajle zgoraj kot zanimivost je tudi gumb, da lahko spremenite ozadje spletne učilnice in potem se premikate po videih tako, da lahko po razredih, da prehajate po razredih, lahko pa prehajate po predmetih. Takole greste, recimo zdaj sem šla preveč nazaj, ampak če kliknem tukaj na sredino, grem lahko takole, pa vidimo predmete in za vse od 1. do 9. razreda. Skupno je kar 1200 videov, so pa vsebine od 1. do 9. razreda, kar 12 predmetov, torej tako za razredno kot za predmetno stopnjo. Vse skupaj nas je v tem projektu sodelovalo 19 učiteljev. Mene so poklicali, če bi vodila oziroma predavala za 1., 2. in 3. razred. Pa mogoče si lahko na hitro pogledamo en posnetek. Recimo. Hej, lepo pozdravljam v današnjem videu, kjer bomo ugotavljala, kako se je najbolje držati, kadar pišemo, in kako je najbolje držati pisalo. Ampak pazi, pri tem mi boš pomagal ti. Nina, mikrofon. Aha, to kar samo ugasne mikrofon. Evo, zdaj pa me slišite, ne? Dejan, me slišiš zdaj? Slišim. Dobro, super. Tako, učitelji smo se preoblekli v živali, recimo učiteljica zgodovine se je oblekla v pračloveka, potem
razne poizkuse so pri kemiji, fiziki ustvarjali, mogoče tega pračloveka celo poiščemo, ne vem točno, kje je. Recimo tukajle je France Prešeren. Izvoli, Figo. Še eno. Izvoli. Ja, vem, radodarno od mene, a ne? Takole, da spet prižgem mikrofon. Tako vsak video se začne z neko uvodno motivacijo, tako kot učna snov. Potem recimo učitelj matematike je ulomke predstavil s pomočjo nogometa oziroma košarke. Ko je konec prve četrtine, se prične druga četrtina, in ko je konec druge četrtine, je konec polovice tekme. Potem se prične tretja četrtina in po končani tretji četrtini se začne četrta četrtina, po končani četrti četrtini je končana ena cela tekma. Tako je s pomočjo košarke predstavil ulomke. In ja, najzanimivejše stvari, ki jih lahko uporabimo doma, da otrok oziroma učenec ponovi neko snov, saj so vse te snovi predstavljene s pomočjo oziroma dodan in vkomponiran je cel učni načrt. Torej lahko pogleda za ponovitev snovi, lahko učitelj poda kot neko uvodno motivacijo, lahko tudi učitelj kot neko ponovitev snovi, ali pa učitelj dobi tukaj kar ideje, kako bi neko snov vkomponiral v razred. Vse zanimivo se tukaj dogaja, vidimo, slišimo, če bi lahko še kakšen zanimiv poskus lahko vonjali. To ga boste pa kar sami, ko ga boste preizkusili. Jaz mislim, da sem bistvo petke predstavila. Se strinjaš, Dejan? Ja, se strinjam. Super si predstavila. Zadeva je zelo, zelo uporabna za različne predmete. Zdaj me pa zanima, kaj bi pa ti recimo navedla, da so glavne prednosti petke? Ja, jaz bi, tako kot sem prej rekla, da je to zelo dobro za popestritev same učne ure, mogoče že v razredu ali pa doma kot ponovitev snovi. Zelo zanimivo pa se mi zdi, da včasih učitelji nimamo nekih idej, kako bi neko snov predstavili, ker nam je mogoče nam ni tako blizu v tistem trenutku in potem lahko pogledamo kakšen video tudi sami in tako dobimo kakšno zanimivo idejo. Ja, res je. Ja, v redu. Aha, tukaj sem videla, to bi pa mogoče lahko kar zdaj pokazala za biologijo in naravoslovje, da ne bom potem... Lahko, izvoli. Evo. Torej, če grem tako, pa po predmetih. Biologija, recimo 8. razred. Recimo živčevje. Ali te je kdaj zanimalo, zakaj je alkohol prepoveden za mladoletne osebe? Ali zakaj so droge v svetu bolj ali manj prepovedane? Razlog za prepoved nekaterih drog je zato, ker povzročajo zelo močno odvisnost. Ampak kaj pa sploh je droga? Droga Tako, pa še, sem nekaj drugega odprla. Kaj smo še rekli za naravoslovje? To pa kot spoznavanje okolja, imamo 1., 2., 3. razred, potem pa je naprej, to
To bi bil 5, a ne, naravoslovje. Očitno naravoslovje pa ni, ali kako? Ja, potem so fizika še, pa kemija, a ne. Lahko recimo kakšen kemijski poskus pokažemo. Tako. Jaz mislim, da je to to. Vidim, da se je kar nekaj vprašanj, pa bova potem še na vprašanje odgovorila, a ne da? Tako. Jaz bom še tole takole dala. Ja, v bistvu je to. Mogoče se lahko kar mogoče pred vprašanji bi vas še spomnila, da potem, ko se konča webinar, ne zaprite še čisto takoj vsega, ker se bo pojavila neka anketa in bi bili zelo veseli, če na tistih nekaj vprašanj odgovorite in nam date na tak način eno povratno informacijo. Zdaj pa mogoče bi šli lahko kar na vprašanja, a ne? Ja, se strinjam. Ali bo kaj več gradiv za 5. razred? Ja, bo. Tudi za 5. razred bo več gradiv, in sicer to v naslednjem šolskem letu. Takšen je plan. Vse zadeve se konstantno dodajajo, spreminjajo, zboljšujejo. Sprav, zadeva je živa. Če se opazi, da določene stvari, recimo, se naj bi zamenjale, se tudi potem to lahko uredi. Imate kakšne povratne informacije o gledanju posnetkov v petki? Ja, jaz imam povratne informacije največ od staršev, pa tudi od mojih učencev, ker sem velikokrat kakšen posnetek pokazala v razredu in je bila zelo dobra uvodna motivacija, no. Jaz sem največkrat uporabila za uvodno motivacijo ali pa na koncu za ponovitev celotne snovi. Tako da ja, načeloma pa so bile same pozitivne povratne informacije. Hvala. Naslednje vprašanje. Je Easy plačljiv ali je pogojen z nakupom delovnega zvezka? Tudi to bomo pokazali, mislim, da imamo na predstavitvi. Drugače pa se seveda za nakup Easy gradiv obrnite na naše promotorje, se pravi zastopnike, ki pridejo na šolo, ne vem, na knjižničarje, ali pa pišite na Rokus. Tako. Želel bi še poudariti, da je portal Easy Rokus odprt do 15. oktobra tako za učitelje kot za učence. Se pravi, popolnoma brezplačen ogled, samo na spletni strani easyrokus.si se morate registrirati, ne. Pa tam se nahaja tudi povezava do ugodnosti za uporabnike gradiv založbe Rokus Sled in Modrijan izobraževanje in lahko uveljavite ugodnost 3+3 pri naročnini na Voyo in s tem tudi za petko. Tako. Tako, če so še kakšna vprašanja? Ali je to to? Vprašanja so še, mislim, da je še eno vprašanje, ja. Ali zadeva brezhibno deluje tako, da ne blokira tudi ob največji obremenitvi uporabe? To lahko jaz povem iz mojih izkušenj. Zadeva je vedno delovala. Tudi v času največje obremenitve, recimo pri zgodovini, ko sem recimo ustno ocenjeval znanje, dovolil uporabo mobilnih naprav ali pa tablic, pa so učenci lahko se povezali, popravljali naloge, gledali videoposnetke ali prek mobilnih podatkov ali preko šolskega Wi-Fija.
Tako da me zadeva nikoli ni pustila na cedilu, moram priznati. In to sem uporabljala šolsko leto, celo leto. Pri petki pa tako ali tako ni težav s tem, ne? Ker je to na voljo in potem deluje vedno. Ja, nič, potem pa je to. Najlepša hvala, ker ste bili danes z nami in vabimo vas, da še kdaj obiščete oziroma da redno obiskujete oba portala in ju spoznate še preko svojih lastnih izkušenj. Pri petki bodo kmalu prišli tudi nove delovne vaje, kar bo olajšalo, še dodatno olajšalo delo tako vam kot staršem za preverjanje znanja učencev. Tako, hvala. Hvala vam za obisk. Tudi vabljeni na portal EasyRocus, namenjen učiteljem, učencem, se pravi za delo doma, za delo v razredu, animacije, funkcionalnosti, se pravi dodana vrednost pri pouku, definitivno zelo velika. Tako. Najlepša hvala, hvaležni pa bomo, če odgovorite tudi na anketo, ki se bo pojavila, ko se bo vaše okno zaprlo. Ne pozabiti na anketo. In lahko noč. Ja, lahko noč.